Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu info360.si. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja Miran Videtič in Peter Jančič. Oba toplo pozdravljam. Živjo. Ja. Naša nocojšnja tema pa je Operacija Dubaj alias leteči cirkus Roberta Goloba. Predno se tega lotimo v debati, bi vaju vprašal Peter, Miran, včeraj smo imeli žal strelski incident sredi Ljubljane z smrtnim izidom. Policija je pač v postopku strelnim orožjem, kot kaže, ubila enega človeka. Nenavadno, ne, Peter, za slovenske razmere, za Ljubljano. Meni je predvsem zanimiva primerjava z podobnim dogodkom v ZDA. Ne. Tam smo lahko tako iz uradnih virov, pa tudi neuradnih, dobili celo vrsto posnetkov dogodka, v katerih je razpravljal cel svet. Tudi pri nam je bila velika razprava z imeni priimki, je bilo vse objavljeno. Drži, ja. Tudi policistov, tudi vpletenih. Ne. Pri nas ni nič od tega. Prišlo je sicer nekaj posnetkov na dan, zanimivo je, da je to enega objavil nepridiprav. Ne. Neuradno se je tudi razvedlo, da je žrtev bila vpletena že prej v podobni incident na Bavarcu, o katerem smo tudi poročali, ravno tako z več noži. Mislim, gre za strašno tragedijo, to bi rad rekel, ampak hkrati pa mislim, da to obveščanje javnosti v državi za ljudi ni dobro urejeno, da se ljudem preveč prikriva. To je dobro opozoriti in drugič sam bi opozoril, da smo bili pri dogodkih v Ameriki priča tudi neki kampanji pri nas, ki mislim, da je bila izrazito enostranska, ne, tudi nefer do tamkajšnjih organov oblasti, šlo zelo daleč. Zdaj ti isti, ko se je pri nas zgodilo, so popolnoma tiho. Ne. Jaz sem tam rajši molčal, ker je pač treba stvari preiskati, pa pošteno presoditi bom tudi tukaj izjemno previden. No. Mislim pa, da bi morali pri nas vendarle policija bolje poskrbeti za obveščanje javnosti in ne toliko prikrivati. Ja, Miran, si ti pričakoval, kakšen bi rekel, bolj prompten, tudi bolj uraden odziv, vendarle imamo še, nažalost, še dosti svežo izkušnjo glede dogodkov v Novem mestu, ne? Zdaj, taki dogodki verjetno vedno najbolj škodijo vladajočim. Ne. Zdaj, tik pred volitvami verjetno je to toliko bolj. Ne. Zdaj, jaz ne bi si želel povezovati to s politiko, se pa strinjam s Petrom. Ne. Ameriške razmere takrat je del slovenske javnosti od nevladnikov do aktivistov, novinarjev izkoristil za en tak ostuden boj proti ameriški administraciji. Niti niso vedeli, kaj se dejansko dogaja, ampak neko svojo resnico so si priredili in takrat blazno, bom rekel, tolkli po ameriški administraciji in pa seveda poskušali to vzporedno uvoziti v Slovenijo, kaj bi se dogajalo, če bi bila neka druga oblast. Tokrat so tiho. Ne. Zdaj, jaz si bi želel, Peter je rekel, ne, on je bil takrat tiho in tudi danes bo tiho, tudi jaz, rekel sem bil takrat tiho in tudi danes ne mislim govoriti, razen v tem, kar vemo iz nekih uradnih objav, da je pravzaprav nastradal človek, ki bi verjetno, ali pa ki je bil potreben neke res strokovne pomoči. In pravzaprav me čudi, da že po tistem dogodku, takrat Peter je omenil Bavarski dvor, ta človek ni bil v katerikoli ustanovi, ki mu bi pomagala. To so res neki tragični dogodki, za katere si bi jaz želel, da ne dobivajo politične konotacije, ampak žal v Sloveniji je tako, da ta lažna levica, ta transakcijska politika izkoristi vsak dogodek in nisem prepričan, če ne bi bil na oblasti Robert Golob, če bi bil na oblasti kdorkoli, ki jim ne bi bil po godu, bi tudi ta dogodek izkoristili za neko politično promocijo svojega kandidata oziroma favorita. Ne. Sam še dve podvprašanji imam za vaju v zvezi s tem. Prva je ta, da hočeš nočeš, kot si že Peter ti omenil, enega najbolj eksplicitnih, ne v dobrem in slabem pomenu, posnetkov objavil ravno spletni vplivež nepridiprav, ne, Aleksandar Repić Pici, ne. Kako smo mi prišli v situacijo, da zdaj Pici v bistvu, ne, na nek način nadomešča že skoraj mainstream medije, v eni točki recimo nadomešča Tarčo, pa prav se bom lotil afere Fotopub, ne. Kar naenkrat se je pojavil na tej sceni iz nič praktično. Razlog je tisto, kar sem prej omenil, da policija sistematično prikriva javnosti dejstva o svojem delu, ne, in podatke
In to se je uveljavilo in to so veliki mediji na to pristali, s tem so oni izgubili pomembno vlogo. Tisto, za kar pa jaz trajam, da mislim, da je to narobe in da bi morali ravnati drugače, pa je to, ker to, če skrivaš, sproži potem, bi rekel, govorice, potikanja, laži, špekulacije in to najbolj škodi. Mislim, da je bolj pametno ljudem dejstva točno predstaviti in da je potem lažje naprej delati. Kakorkoli je hudo, v tem primeru je najbolj hudo. Jaz tudi ne vem, če bi lahko psihiatrične ustanove vse probleme rešili. Tudi to je vprašanje. Ampak prav je pa vsa dejstva poznati, da se vsaj lahko pogovarjamo. Saj verjetno, da ne. Peter, jaz mislim, da, torej jaz sem laik na tem področju, ampak jaz mislim, da tak človek enostavno ni za na ulico. In to je moja ocena. Ni dolgo tega nazaj, kar se je zgodil ta Bavar, če tako pogledamo časovno. In človek je bil verjetno res v nekem psihičnem stanju oziroma neki stiski, v nekem mentalnem stanju, kjer bi se res morale neke ustanove z njim ukvarjati. Tole sem hotel še vprašati, Miran Peter, na tem posnetku, ki ga je objavil, nepridiprav, se sliši, ko eden od teh očitno mlajših, ki so to snemali, prav, Fužine niso več Fužine, ne? In se mi zdi to tako zanimivo. Kaj si ti recimo pod tem razlagaš, kaj prav, Fužine niso več Fužine? Hvala ti za to, jaz tega posnetka, torej videl sem posnetek, nisem pa glasovnega posnetka takrat, torej včeraj zasledil oziroma nisem ga slišal. Ne vem, težko ocenjujem, Fužine so nekako veljale za neko, bom rekel, nek geto. Jaz sem že takrat govoril, da pravzaprav samo zaradi dejstva, da tam živijo neki slovenski državljani, ki... Jaz temu ne bi dal nobenega pomena. Jaz mislim, da je šlo za izjave v šoku, ko je človek videl smrt pred sabo, in se odzoveš čustveno. Fužine niso več Fužine. Ravno zaradi tega. To ni bila, po mojem, neka analiza racionalna, ampak je bil čisto čustven odziv, res strašen dogodek. No, če bi se zgodilo v centru, kar bi se lahko prej, bi lahko tudi kdo rekel, ne vem, center ni več center. Če dokončam. Ja, kar izvoli. Jaz mislim, da se getoizirajo te Fužine ravno zaradi teh, bom rekel, nekih naših sodržavljanov, ki prihajajo iz balkanske regije. Zdaj, kaj je ta fant hotel povedati s tem, ali da bi mogel biti bolj množični pomor, ali da bi enostavno, v zadnjih letih so Fužine veljale za dosti varno območje, ne bom rekel, ali je v to smer zavil, ne vem, ampak dejstvo je, da kjerkoli se zgodi tak dogodek, je pravzaprav, gledajte, prvo vihtenje z nožem je bilo pa v centru, ne strogem centru. To sem jaz hotel reči, moje vprašanje je šlo v to smer, ker jaz dosti imam izkušen z Fužin ali s tranzitom ali tam neke storitve, so tam, ki jih jaz rabim, ampak Fužine niso, ko rečemo mi geto, to ni klasičen geto v nekem, ne vem, evropskem ali pa svetovnem merilu. Bolj bi rekel, da je mogoče center Ljubljane bližje temu geto. Tudi ta neka ogrožena območja smo imeli do zdaj v centru Ljubljane, razglašena strani policije po novem zakonu, ne v Fužinah. Ampak se strinjam, Peter, pustimo to, je premalo časa tudi minilo, bojo dali tisti, ki so poklicani odgovore, pa bomo lahko več o tem še kaj se potem pogovarjali. Imamo pa nažalost leteči cirkus, to pa imamo dobesedno, zdaj v izdihljajih mandata, tako rekoč tudi dobesedno. Peter, ti si veliko poročal o tej operaciji Dubaj, šel si na nek način v drobovje tega, pa me najprej zanima tvoja ocena, zakaj je zmerom, ko se vlada Roberta Goloba česa loti, občutek, da se tega loti na najbolj neprikladen ali pa najbolj nespameten način po eni strani in po drugi strani, da v vsaki stvari, tudi v neki taki, bi rekel, tragediji izven naše moči, kot je ta, poskuša najti neko korist zase, ali materialno, ali politično, ali pa oboje hkrati. Deloma je to logično, da smo tik pred volitvami in seveda so tu pritiski tudi pri njih, pa iz druge strani z opozicije veliki, da se to v eno ali pa drugo stran zlorabi. Je pa res, da je ravnanje vlade bilo tu hudo nespretno. Tisto, kar sem jaz delal, je bilo predvsem to, da sem razkril tisto, kar je večina medijev presenetljivo, pa vlada tudi skrivala. Oni so povedali, da so najdli 1,5 milijona evrov, logično vprašanje je, kdo to dobi. In nisem sam odkril, ampak so me bralci poklicali, opozorili, da gre za letalsko družbo, ki je precej sumljiva, z izjemno starimi letali, ki jo je pa nagradil predsednik Danilo Turk zaradi pomoči pri prevozu Palestincev iz Gaze v Slovenijo.
To je nenavadno, da takšno družbo najameš, ne, potem smo pač šli še dalje kopati in tudi s pomočjo bralcev dobil še pogodbe, ne, ki jih ne more skriti vlada. Ne. Tam se vidi tudi postavke, ki so za to, ne, da s temi res starimi letali, ki jih praktično noben več ne uporablja, bi naj prevazali. Ne. To so nenavadne postavke. Ne, ob tem, ko sam polet stane, kak je še vid postavka, 70 € na potnika, ne, pa ne vem, za davke na potnika dodatno 100 €. Kar je bilo meni dodatno neverjetno je to, jaz sem potem vlado pač vprašal, naj to pojasnijo, ne, zakaj so ravno to družbo zbrali, pa zakaj vi postavka, recimo, kaj s tem dobijo, ker slišali smo pa, da ljudje, ki so dejansko, ki so jih peljali v Oman, ne, da niso nič dobili, ne, da so tam spali na tleh dobesedno, ne. Do zdaj, po nekaj dnevih iz vlade, na ta moje vprašanje ni nobenega odgovora. Ne. To je pa dodatna, kako bi rekel, šlamastika. Mislim, ne more na koncu odgovoriti, ker je vlada dolžna pojasniti, ker gre za javni denar. Ne. Tu bojo, če nič drugega, bo imeli težave z informacijsko pooblaščenko. Ja, zavlekli bojo več. Zavlekli bojo, koliko morajo, ampak glejte, to je nenavadno. Tudi nenavadno je, da veliki mediji o tem, ne, za kakšno letalsko družbo gre, da je dejansko sporna, ne, da že Jordanija ima bistveno boljšo državno, ne, ob tej zasebni, ne, kaj šele o Fly Dubai, ki zdaj vozi deloma naši ljudi, ki ima res dobra letala. Ne. No, to se, da bi samo še primerjal, ker mi je bila zanimiva. Mi smo velik škandal v času te epidemije covida, ne, ko se je nabavljalo te respiratorje, ne, bil očitek tudi zdravnikov, ne, da namesto da bi kupili Mercedese, ne, so kupili nove golfe, ne, da to je pa zdaj katastrofa. Ne. Tile zdaj so najeli družbo, ki za prevoze uporablja ne nove golfe, ampak stare golfe, narejene v Sarajevu še v času TAS-a, ki so pa servisirani in meni da za to v redu. Pazite, dosti manjši križi v resnico, ker to zdaj ni tako hudo, kot je bil COVID. Ne. Čeprav je za ljudi tam bilo hudo, neprijetno, ampak hvala Bogu. Ni pa življenjsko ogrožen nihče. Ne. Miran, ti imaš tudi dosti insajderskih informacij. Ja, jaz sem jih kar nekaj objavil. Moji viri, ki so bili zelo vpleteni v to zgodbo, so bili pravzaprav besni. Ne. Besni, ponižani, iz preprostega razloga, ker je vlada naredila, kar je naredila. Se pravi, ko je diplomacija, ker diplomacija je vedno nevidna, ne. To vidva še bolj vesta, kaj jaz, ampak opravlja svoje delo. Ne. In tudi vidimo na koncu, ne. Zdaj, vlada si želi pripeti te zasluge za te lete direktne iz Dubaja, pa vlada s tem nima nič. Ne. To je dejansko, bom rekel, slovenska nevidna diplomacija, predvsem ta konzularni krizni uredil in se da. Brez pompa, brez velikih stroškov. Brez milijona pa pol. Brez milijona pa pol. Ja. Z ljudmi, ki jih ne mrcvaraš s prevozi. Vidimo ta 4. avion spet, ki je spet Jordan Aviation, ne, praktično kaj gre zdaj, ljudje potujejo v Saudsko Arabijo ali kako že z nekimi avtobusi in podobno. Skratka, vlada je za potrebe Roberta Goloba tik pred volitvami sredi zgodbe o reševanju diplomaciji vzela pravzaprav vse iz rok. Zakaj? Izključno zaradi tega, da se Roberta Goloba predstavi kot velikega rešitelja ne, pred volitvami. Ampak vse, kar je šlo lahko narobe, je šlo narobe, srečnim koncem, da so te avioni zdržali in jih pa pripeljali so jih nazaj. Ob tem, da smo bili priča, tudi videli ste, ne, iz hrvaških medijev so prihajale totalne dezinformacije in laži. Mimogrede, te portal, ki je v lasti Hrvaškega Telekoma, je že leta 2022 hvalospeve pisal Robertu Golobu in jaz ne verjamem, da spet ni šlo za neko podobno zgodbo. Tukaj se postavljajo ključna vprašanja. Zakaj so svetovalci, oziroma konkretno svetovalka Toševa, po mojih informacijah, Šeliškar Toševa, torej Golobova svetovalka, prišla na zunanje ministrstvo že pravzaprav s pripravljeno pogodbo za Jordan Aviation. Meni to ni šlo... Kje so našli sploh ta Jordan Aviation? To je zelo ključno, ne? Ja. Jordan Aviation je družba, ki je bojda brezplačno takrat vozila tiste nesrečne otroke iz Gaze v Sočo, se boste oba spomnila, preko fondacije Danila Türka. In jaz se danes sprašujem, če drži informacija, da je bilo res takrat to brezplačno, ali je ta visoka cena danes posledica tega, da so probali skompenzirati tudi samo odloženo plačilo. Tako. Bilo, drugo, mene viri opozarjajo, aviokompanije, torej te prevozniki si morajo dovoljenje urediti sami, oziroma to je vse v domeni teh aviokompanij. Če bi mi, po mojih informacijah, čakali, da
ta aviokompanija ureja te dokumente, bi tisti avion, po mojih informacijah, še danes stal v Omanu. Skratka, spet se je vključila ta nevidna slovenska dobra diplomacija in rešila te težave. Iz vsega tega, jaz mislim, da mora to nastati velika zgodba novega sklica parlamenta, vsaj z neko parlamentarno preiskavo, ker nažalost imam jaz občutek, da se je tle spet nekdo okoristil, iz tega 1,5 milijona, ob tem pa ni zagotavljal ljudem, to, kar se je dogajalo s tem prevozi, mrcvarjenjem in podobno, s pristankom bojda zaradi točenja goriva, bom rekel, v Jordaniji in potem let naprej, za razliko od tistega, kar je pa slovenski krizni konzularni uredil, ko se je direktno iz Dubaja letelo v Slovenijo. Cel kup enih vprašanj in zato bi jaz samo upozoril tukaj, seveda, da bo probal Robert Golob speljati to vodo na svoj mlin pred volitvami, ampak dejstvo je, da je s svojim kabinetom, šarlatanskim kabinetom, pravzaprav naredil nekaj, kar mogoče ne bi bilo potrebno. Ja. To bi sem popravil. Kako sem jaz poslušal potem te potnike, ki so prišli na letališče, na Brnik in so jih intervjujali, se ni zgodilo, da bi pristali na koncu v Jordaniji, ker so na letalu samem skupaj z vodičem potniki znoreli, da ne bi šli v Jordanijo, da je dogovorjeno, da ne grejo v Jordanijo, ker je Jordanija tudi nevarna. Ne, ko so že bili v zraku, ker je Jordanija nevarna, tudi letijo pistrelki in bi naj potem dejansko pristali v Egiptu in tam naprej leteli. To je vsaj povedal direktno, Pop TV je objavil izjavo potnika na letalu, da je tam bila na samem letalu kriza, da so pilote prepričali v drugo strategijo. No, jaz vem, Peter, da je bil velik revolt med ljudmi, ko so jih končno obvestili, da bojo leteli v Jordanijo. In takrat je nastal tak kaos, kjer se določeni ljudje niso želeli ukrcati, ker so rekli, da bi radi šli. Ampak poslušajte, to pa je treba povedati. Jaz ne vem, če sta videla tisti prispevek Pop TV-ja v svoji večerni oddaji, kjer je nek novinar, jaz sem ga prvič videl, z letališča poročal, da so ljudje dobili informacijo, ti ljudje, ki so čakali svojce, da je bil strani ameriškega drona, da je bilo to letalo sestreljeno. Se hecaš? Ne. Pazi, to je bila informacija. Z njihovimi svojci, sestreljena strani. Ampak pazi, to je bila spet, prej sem opozoril na te portal hrvaški, ki je pisal že leta 22 v korist Goloba hvalospeve, je to informacijo potegnil iz ne vem kje. Jaz sem na zanesljivih verjih preveril, nikakršnih incidentov ni bilo na poti, kar se tiče ogroženosti strani ameriške vojske in podobno. Nekdo je pač želel... Tudi druge vojske, verjetno. Nekdo je pač želel biti 2 muhi na en mah, preusmeriti pozornost slabe organizacije in hkrati še čustva Slovencev upert zoper ameriško vojsko. Ta cena, Peter, 1,5 milijona evrov, je to visoko, malo? Videli smo že, so prišle informacije v javnost, da bi se dalo tudi hitreje, pa za nižje stroške, kot recimo za ta denar. To je zelo relativno odvisno od tega, kaj za to ceno dobiš. Zato sem jaz vprašal, kaj pa je v to vključeno, kaj je ta VIP dodatek pa to. To se da potem vse preveriti. Egipt na mestu Jordanija, mogoče. Na pamet zdaj težko rečemo, vidimo pa, da so letala dejansko bolj, takšna, ki so jih večina letalskih družb davno odpisala, razen kakve afriške. Je pa res, da vsaj temeljne standarde varnosti izpolnjujejo in zato so jim dovolili v Sloveniji prevoz, drugače pa to se bo dalo nazaj oceniti. Vse po mojem je vprašanje tudi, če so že zdaj sploh vse plačali, ker se to običajno pozneje plača. Če bo ostalo par 1,5 milijona, ker smo navajeni, da prvotne ocene so zmerom preniske. Ja, bomo videli. Je pa še to mogoče treba reči, da zdaj smo bili priča neki precejšnji pritisku pa paniki, tudi med ljudmi so bili zelo prestrašeni. Položaj je bil dejansko zelo hud prve dni, zato ker takrat so Iranci udarili z res dosti raketami pa drugimi strelki
pozneje se je to zelo zmanjšalo, ker so enostavno izgubili to moč, ne. Pa še Američani pa Izraelci so jim lebdevi strelišč že uničili, pa še bolj jih bojo, tako da položaj zdaj v bistvu ni več tako strašno hud, ne. Zato sem se zdaj smejal, ko sem gledal, da zdaj dobiš lahko skoraj zastonj sjajne sobe v teh, ne, sjajnih turističnih hotelih z bazenih za 8 € na noč. To je posebna zgodba. Zelo različne informacije prihajajo iz zaliva, ne? Od tega, da praktično nekateri niso občutili tega konflikta, lahko rečemo že vojne, ne? Nekateri so bili pa v bližini, torej nastavitve so imeli hotelske nastavitve v bližini dejansko tam, kjer so padali. Sigurno. Verjemita pa mi, ne? Jaz sem probal recimo tudi z ljudmi iz regije, ki so se vračali, ne, iz balkanske regije govoriti, ni bilo nikomor prijetno, ne glede, ali si ti bil, ne vem, 5-10 kilometrov od padca kakšnega drona, rakete ali pa 300 metrov, kar se je ljudem dogajalo. Ampak dejstvo je, zdaj, če se spustimo še majčkeno v analizo tega, ne, jaz se spomnim, da mislim, da Nemci in Britanci so že dosti zgodaj, torej je bil en teden ali par dni pred konfliktom opozarjali na možnost konflikta, ne, na Bližnjem vzhodu, ne, in pravzaprav nekako ljudem odsvetovali pot. Jaz zdaj enostavno ne vem, a je naša vlada, mogoče sta vidva, ki je zasledila, ali pa zunanje ministrstvo, dal kakšno sporočilo pred tem, da ni dobro hoditi na Bližnji vzhod. Jaz bi rekel, da ne, glede na to, da se pojavljajo špekulacije v javnosti, Peter, da je celo predsednik vlade sam potoval. No, ampak kaj hočem reči, ker tudi agencije, ne, jaz mislim, da agencije, lahko je kakšna agencija pogoltna na denar, ne, pa gre speljati take stvari, ampak načeloma agencije bi se mogle držati. Zdaj, zaenkrat omenil si Goloba, ne, zaenkrat jaz vem samo za italijanskega, mislim, da obrambnega ministra, kar je paradoksalno, ki se je znajdel tam, ne, in je na koncu pač za italijansko javnost povedal, da on res ni vedel, da se nekaj tazga pripravlja. Za Goloba pa se nekaj špekulira. Je pa treba biti pošten pa še nekaj povedati. No, to, kar se je zgodilo, je dejansko bilo veliko presenečenje. Da je Iran trenutek dogodka, da je Iran se odzval na ta način, da je začel streljati ne ameriške baze v teh zalivskih državah, ampak civilne objekte. Ne, in to ne samo recimo v Abu Dhabiju, ki velja za to vojaško središče, ne, ampak je šel v Dubaj, ki velja za turistično, pa to vojaško središče, ne, velja, pa tudi druge podobne države. So čisto civilne cilje napade, ne. To pa je presenečenje. Ne. Jaz mislim, da so s tem tudi zapravili Iranci možnost, da bi pridobili neke simpatije v teh arabskih državah za svoje cilje, tudi verske pa ostale. Ne. To je to mislim, da je točno v teh državah. Ampak te države so že itak zgodovinsko proti Dubaj je veljal za zgodovinsko dobro tisočletje povezanega z Iranom. Oni so vedno trgovali preko. In tu mislim, da so naredili napako, hteli so pa veliko krizo povzročiti. To je bil namen. Pazi, Iranu je to v tem odzivu, potem ko so tudi že izgubili ajatolo pa vrh, uspelo neko krizo povzročiti. Ne? To je bil njihov namen. Tu je treba biti previden, da te krize zdaj mi preveč ne potenciramo, ker potem bo ta totalitarna, verska država dosegla cilje, ki jih ne sme doseči po mojem. Jaz sem tle bolj previden, kolega Peter, kar se tega tiče. Zdaj, da ni bilo za pričakovati, dobro, nikoli do zdaj ni bilo nekega, ali pa v zadnjih letih ni bilo intenzivnega odziva Irana. Se tudi tega, da bojo umorili ajatolo Homeneja, ni bilo za pričakovati. Drugač pa, jaz sem dost nekako ta mentalni sklop perzijskega človeka pred leti poskušal spoznavati in tle tisti, ki je mislil, da bo pravzaprav ostalo vse na tem, kar se je začel, z nekimi grožnjami, se je hudo zmotil. Iran tukaj očitno, pa upam, da ne bomo v vdaji zahajali preveč v to geopolitično situacijo, je odigral na all-in. Odigral je na all-in, ali lahko zdrži, jaz mislim, da ne, ali lahko zavleče za nekaj tednov, to pa mislim, da ja. In enostavno je šel tudi, in tle se ne strinjam s kolego Petrom, da v arabskem svetu obstajajo simpatije do Irana, daleč od tega, in enostavno je želel upozoriti na to neko situacijo. Zdaj,
Se pravim, tle se zdaj lahko prepiramo in gremo v zgodovino teh odnosov, ampak jaz mislim, da ne bomo nič dosegli. Jaz mislim, da Bližnji vzhod, tako kot sem že v eni od teh oddaj, torej naših povedal, Bližnji vzhod bojo reševali veliki. Jaz bi bil še bolj previden. No. Ko gremo, treba je ločiti tudi iranske ljudi, ki so pravzaprav tudi žrtev nekega režima, in režim sam. Jaz mislim, da si je ta režim sam. Jaz mislim, da iranski ljudje sami so predmet simpatij v arabskih državah, nesporno, tudi v Evropi na nek način, tudi pri nas. Ko gre pa za režim, ko gre za režim, tam pa jaz mislim, da so se s tem, ko so zdaj napadli civilne cilje, ne ameriške vojaške baze, mislim, da so se temu arabskem svetu pokopali. Pa niso napadli samo teh držav, vsi so Azerbejdžan raketirali, Ciper preko Hezbolaha. Peter, če sam Teheran pogledaš, boš videl, da je, kar se tiče podpore torej režimu, razdeljen na severni in južni del. Tako da, jaz mislim, da nima smisla, da zahajamo pregloboko. Ne, treba je upoštevati vse stvari, tudi versko ločnico med suniti pa šiti, pa tako naprej, ampak ni to danes tema. Kar pa je tema, zdaj položaj sigurno je zapleten, tako da ni za pričakovati, da bi recimo Slovenska obveščevalno-varnostna agencija glede tega, bi rekel, dešifriranja tega zapletenega položaja bila bolj uspešna od, nekih obveščevalnih služb veliko večjih pa močnejših držav. Je pa zanimivo se zame, da je Sova bila vključena v to turistično, da tako rečem, reševanje, v to evakuacijo. Zdaj, zakaj vidva mislita? A ne bilo bolj, če bi se Sova ukvarjala s temi vprašanji, o katerih smo se zdaj pogovarjali, ne pa z reševanjem turistov, ki je vendarle bilo relativno preprosto. Vidimo tudi zdaj, da to tudi drugi počnejo in se pač dogaja. Jaz želim verjeti, ne trdim pa, da ni prišlo do neke sorte ugrabitve strani vladajoče politike tudi naše službe Sova. Jaz želim verjeti, da ni prišlo, ampak določene zadeve kažejo na to, da se je Sova podredila, ne bom rekel na tej ustavni, zakonski, na tem nivoju, ampak na nivoju nekih dnevno-političnih dnevno-političnih interesov torej Goloba. Prav imaš. Jaz mislim, da je Sova lahko z nekim malim delom pomagala pri reševanju, ampak če je pomagala verjetno vladajoči strani, in je mogoče celo potem udeležena pri teh nesrečnih Jordan Aviation, lahko je imela tudi pozitivno vlogo pri, bom rekel, reševanju strani profesionalnih diplomatov. To so stvari, ki ponavadi ne pridejo, bom rekel, v javnost, ampak načeloma na trenutke vodstvo Sove, konkretno direktor, kaže neka pretirana, vsaj po moji oceni pretirana nagnjena, da bi na dnevno-političnem nivoju pomagal trenutnemu premijeju. Mogoče bojo v teh mesecih, ali pa po volitvah, da se bojo kakšna usta razvezala, pa bomo mogoče kaj več vedeli, ampak vsaj tiste neuradne informacije, ki so prišle tudi do mene, je vloga Sove ta moment tako pretirano srbizirana, bom rekel. V smislu to, kar počne BIA za Vučića, za dnevno-politične boje, da je tudi naša Sova v podobnem položaju. Ja. Jaz bi tu še dodatno zadnjo omenil. Ko smo govorili o tej letalski družbi iz Jordanije, zasebni, njih je v resnici Danilo Turk nagradil, ko je bil še predsednik za pomoč, ko gre za Palestince in Gazo. Ja, iz prejšnjih. Da ni bilo to po otrocih, meni se zdi. Ne, poznajo so otroke tudi še. Že takrat, poznajo pa je še naravno, pa je dalje to počel. Takrat je bilo tega v bistvu več. Tu gre za neko kontinuirano politiko naše dela naše politične elite, ko gre za dogajanje na Bližnjem vzhodu, ki pa je meni ima neko nenavadno sporočilo. Ker zdaj del tega spopada, konflikta v Iranu je tudi to, da se Iran ustavi kot tistega, ki širi mednarodni terorizem, tistega, ki je s tem tudi spodbujal neko vojno skozi v Izraelu, ki je podpiral Hamas, Hezbolah. Tukaj gre za to, da je bil nagrajen, pa smo na hitro najeli letalsko družbo nekoga, ki je pa zaprav pomagal temu Hamasu. Dajmo povedati naravnost.
Res Kako je, to da misliš zdaj? Pač Ja, to, da je glejte, otroke, ki so bili poškodovani v vojni, vozil na zdravljenje. v Slovenijo za ene strani in to nagrado za to dajo, to pomoč, ne. Ja. Ampak pazite, ne, Peter, zdaj, mi če lahko cilj- rečemo, da je to humanitarno pa super, ampak mi smo bili ves čas v Sloveniji v resnici priča tudi v medijih izredni propagandi za upor proti Izraelu, ki ga obtožuje naša politika, da je genocid. Pazite, to je direktno propaganda Irana, ne? In Ja, Hamasa, sam, ne. kjer bi jaz in te se mogoče tu se takoj stvari dobiš besedo. povezajo, če Ne, še jaz se predsednik strinjam, samo potem to sem hotel reči, nagrajuje te da, stvari proti grdim ja. Izraelcem, ne, ki so poškodovali te otroke, ampak ti otroci so bili v resnici žrtev bi- neke vojne, ki jo je nekdo drug sprožal, ne Ja. nujno samo Izraelci. Ja, Jaz bi ampak- tle ločil stvari. Ne. Mislim, Jaz da pa je ne čisto, aktualna ne. vlada Jaz bi tle ločil- je tle spremenila, Ja, lej, jaz bi aktualna tle- vlada je tle spremenila politiko, ker eno je pač, bi rekel, humanitarno, Tako. to je bilo zmerom prisotno, to se strinjam, ampak ta stališča, ki ti praviš zdaj pač odklonilna do Izraela, ki je vendarle naša prijateljska država in tako naprej, to je pa značilno za zdajšnjo administracijo, za vlado Roberta Goloba. Poglejmo, no, vzameš Prej neko tega ni letalsko družbo, ki je slaba, ki ima slaba letala, res je dobra, mogoče za kakšne krizne področja, ki si upajo vse posoditi, ne, ki tudi v tem arabskem svetu ni zelo močna, ker Jordanija ni, ne, boljše bi bilo vzeti, ne, iz teh Ne, saj to bogatih se držav. strinjamo, Ne. okrog tega mislim, da Zakaj ni si to naredil? nesoglasja. Ne? Če je edina povezava v resnici tale politična v preteklosti, ker v Ampak slovenski... to ni problem Hamasa, to je problem Ja. Danila Tirka, pa Ja. V če slovenski, hočeš Sove, ki ni v preverjala slovenski teh politiki stvari, ne. poteka ob konfliktu v Izraelu notranje političen spopad. Ja, Zato je drži. pred evropskimi volitvami Golobova vlada priznala Palestino, tik pred volitvami. Ja. In tudi zdaj so imeli namontirano to Ja. isto ravnanje. Ne? Ja, saj S tem, to ne da jim samo je- pri nas, to s tem, da jim povsod je padlo poteka. vodo, ker se je vse Ja. živo spremenilo, ker so Američani Ja. dosegli primire v Gazi, zdaj se je zgodilo še to, kar se je zgodilo. Ne? Ampak to najemanje tega letala je pa nadaljevanje te Ja. politike, ki po mojem ni dobra za državo. Jaz Država bi morala vendarle, mi smo del zahodnega sveta, bi morala vendarle biti bliže ciljem temu zahodu in tudi ZDA. Ne pa, da igramo z nekimi drugimi igralci, ker v tem konfliktu so drugi igralci, gledajte, Iran pa Rusija. Dajmo se ne sprenevedati. Ne? Se strinjam, Peter, sama veš, ta konflikt, ko ga ti opisuješ, tudi v ZDA, recimo ta hipoteka. Ne? Peter, Ti imaš gotovo, tam gotovo. predsedniške kandidate Peter. v ZDA, ki imajo podobna stališča Tudi tam glede imajo različne Palestine, poglede. kot naše. Se Peter, strinjam. začel si s Povej. humanitarno pomočjo takrat tistih otrok. Jaz se ne spomnim, se mi zdi, da sem bil eden večjih kritikov na družabnih omrežjih, da bi treba ločiti humanitarno pomoč od nekaterih odraslih, ki so prihajali zraven takrat. Samo dovolj, prosim. Jaz sem bil takrat zelo kritičen do tega, da ali ima Slovenija sploh vpogled v to, kdo je prihajal s tistimi otroci zraven. Otroki. In tukaj sem bil jaz kritičen. Tako da dajmo ločiti te dve zadevi. To, da so tisti otroci prihajali sem, je plemenito. To, da je še nekdo prihajal zraven in te zadeve bojo verjetno prej ali slej ugledale tudi luč sveta, kdo so bili tisti ljudje, kdo je bila veza, torej palestinska veza Danila Tirka, tudi to bo verjetno enkrat prišlo ven. Ampak to ni problem Hamasa, Hezbolaha, Irana, to je problem slovenske vlade, službe Sova, ne? Milana Kučana in Danila Tirka kot predstavnikov tiste fondacije ali pa Danila Tirka in njegovega mentorja Kučana. Tako da jaz tle ne bi ta geopolitičen položaj, zdaj kar vse naskap namešal noter, pa ne, dejstvo je, da imamo težavo, s to vlado imamo zunanje politično težavo. Ampak te težave nam ne bo nihče reševal, reševali bomo mi ljudje na volitvah, in pa reševala bo slovenska Sova, ko bo enkrat sproščena dnevno-političnih aktivnosti. Dobro, ja to pozoril. No. Jaz nisem rekel, da je kakorkoli sporna humanitarna pomoč. Nikakor. Dobra je. Imam pa problem, ko se humanitarna pomoč začne zlorabljati v politične namene, ko se humanitarna pomoč uporabi na ta način, da nagrajuješ kot država, recimo gospod Turk, neke tuje družbe, ne, recimo Jordanije, to je naš problem. ko potem te iste družbe dobijo zaradi tega To je naš posle problem. reševanja naših ljudi, ne. Na te stvari sem opozoril. Ne. Ali pa da se slikajo, kot se je Golob slikal z zunanjo ministrico v Soči pred kakim letom, potem se pa je čez en čas pokazalo, da je večji del teh in spremljevalcev in otrok pobegnil, ne, in je zahteval azil, pa izginil, ne, ker o tem sem ker jaz so bile govoril že težave. takrat. Ampak jaz sem govoril to, da to, ko politika to zlorablja, ne, in ko podeljuje neke nagrade, pa neke posle, je to
sporočilo v mednarodni skupnosti, kam se ti uvrščaš kot država. Ja, to drži, kateri to politični drži, blok. to In drži. meni se pač zdi, da danes nismo več neuvrščeni ali pa socialistični blok, ampak smo nekje Ja. drugje in da se je treba bolj previdno kot politika obnašati. Ne, To pa ne absolutno, pomeni, da se ne pomaga ljudem, ki so v hudi stiski. Saj cela Evropa pomaga Gazi že 50 let. Problem je samo, da pomaga žal na koncu ne veliko. Ne? Peter, mi imamo veliko večji problem, kar se tiče Irana, torej pranje denarja za režim, ne, ki sicer res verjamem, da ni šel mimo ene od velikih držav, ne, naj si gre za Kitajsko, Rusijo, torej tista oblast je verjetno bila v kontaktu z eno od velikih držav. Na koncu so preselili v Moskvo vse skupaj. Ne, ja, ne, ampak hočem ti reči, da imamo, ZDA, ne vem, koliko je tistih otrok, bilo opazne. 15-20 tistih otrok, sem jaz zelo podpiram, da se take, in tudi noben zaveznik, ki je v vojni ta moment z Iranom, ne bo zameril slovenski oblasti, zamerili bojo mrskej drugega. Mi pravzaprav še nimamo sploh razrešeno tisto zgodbo z NLB-jem in pranjem denarja, s provizijami in podobno, in zato vse, jaz mislim, da more pride do spremembe oblasti, ker očitno je, da je ta oblast, torej Golobova oblast, naklonjena, sploh pa represivni organi, ki se pojavljajo, Darko Mužič se pojavlja takrat in danes, kot eden od vodilnih v represivnem organu. Torej, prideti mora do spremembe oblasti, da bomo mi lahko videli, ali so posamezniki v Republiki Sloveniji, ki so bili na oblasti, bom rekel, rušili ugled države, delali celo nezakonito, ali to ni. Torej, ali to niso delali. Tako da, jaz bi te zadeve prepustil vendarle neki spremembi oblasti. No, ampak bi to rekel, mislim, da je še bolj pomembno, da poteka neka široka razprava, ker se predstavijo vse plati, tudi o problemu Bližnjega vzhoda, pa problemih Irana, pa ameriškega posredovanja, ker jaz še zdaj v največjih medijih vidim, oprostite, v glavnem protiameriško propagando. Res je, da imajo tam različna poglede, ne? Ampak vendarle je več plati. Prav je, da bi tudi pri nas ljudje imeli možnost vendarle malo več zvedeti o teh ozadjih. Najbolj je bilo meni zanimivo to, da so, zdaj ko so poslušali ljudi, ki so prišli iz teh krajev, ki so jih sem pripeljali, da so od njih več zvedli, zakaj gre v tem spopadu, kot od naših medijev. Ker so jim ljudje tam povedali, da so tam ugotovili, da Američani skušajo Irancem preprečiti, da bi razvili jedrsko orožje, pa še vse to, kar je bilo v ozadju. Pri nas je bilo v tem medijih skoraj nič, ne? Veš, jaz imam tle težavo, jaz sem načeloma bil vedno skeptičen do iranskega režima, ampak tle imam pa eno težavo, ne? Ti si ponovijo zdaj, ne? Nuklearni program. Ne? Jaz se spomnim 8 mesecev, 9 mesecev nazaj, kdaj so bili tisti napadi, prvi ameriški, je Trump izjavil, da iranskega nuklearnega programa ni več. Danes vleč ta nuklearni program ven spet, zdaj lahko gremo kršenje človekovih pravic, lahko gremo karkoli druga, ampak nuklearni program je zame bila kljukca dana, ker sem verjel, bom rekel predsedniku Trumpu, da je takrat svojo koalicijo, ki so, koliko je takrat trajali, par dni, ne, da so počistili nuklearni program. In se ne more zdaj ta nuklearni program spet pojavljati pa 8 mesecev kasneje. In to, kar ti zdaj govoriš kot razlog, je bil spet nuklearni program. Tisto, kar se opozarjam, je zgolj to, da je prav, da se slišijo vse plati, tudi druga. Ne? Tudi ta, ne? Da so takrat poskušali z tistimi prejšnjimi napadi Iranci prepričati, naj prenehajo s tem programom in da se predsednik je takrat govoril, da je konec. Pozneje, zdaj so pa potem imeli pogajanja v nadaljevanju. Jasno je bilo... Pazi, zakaj so se pa pogajali v nadaljevanju, če je bilo vsega konec? Je pa si logično, o tej temi. Ni logično, če je bilo vsega konec. Ti se pogajaš za neko zgodbo, ki bo šla v prihodnost. Peter, mislim, da na tej točki si pretirano... Popolnoma jasno je, da iranski režim se ni odrekel ne temu, da bo terorizem še naprej podpiral. Jaz ne govorim o tem, jaz ti govorim o razlogu. Jedrskemu programu. To je bil njihov cilj, res pa je, da javno tega niso govorili, kot tudi sicer javno ne govorijo, kaj so njihovi cilji. Jaz govorim o tem, pa bi prosil, če gremo pol naprej. Ameriška administracija, ki je resna administracija, je 8 mesecev nazaj povedala. Še zdaj ima na spletni strani napisano, da je laž, da ni uničen. To je pa nonsens, kar ti zdaj govoriš, da se bojo pogajali. Ja, pa seveda se pogajaš. Sej, a je režim v Iranu zlomljen? Ja, ne ni. Se pravi, je interes, da se pogovarjaš, dokler ali boš zlomil režim, ali pa se s tem režimom pogovarjaš o tem, da je nuklearno, torej da je no-go, bom rekel, za evropski ali pa zahodni
del civilizacije, da ima Iran nuklearni program. Logično, da se pogovarjaš. Ali boš pa zlomil režimu v Iranu? Jaz se strinjam, da gremo nazaj v Slovenijo, no? Bi pa sam to dodal, da za prizadevanja za preprečitev, ukinitev, uničenja iranskega jedrskega programa je neugodno dejstvo, da so verskega voditelja, ki je izrekel versko prepoved, da bi Iran imel jedrsko orožje, pač ni več med živimi in zdaj ne vemo, kdo bo za njim, pa bo izrekel isto prepoved ali pa ne bo. Ampak pustimo to. Prehud je Bližnji vzhod, da ga bi... Hkrati so v času tega verskega voditelja plemenitli uran pač do deležev, ki so popolnoma nepotrebni za civilno rabo. Zakaj? Ja, so, ampak je bil tak jaz ne bi verjel verskemu voditelju, ki seje lepe pravljice, pa je znan potem, da seje tudi terorizem in plačuje vsi živo. Se strinjam, veš, ampak kakšen, ki pa jaz zanimam nič proti argumentu, ki ga ti navajaš. Prav je, da se sliši tudi vse te pomislike v ameriški administraciji. To vse drži, kar praviš, ampak ne smemo pa biti naivni. Tudi Trump je kandidiral na platformi, da ne bo, z njim ne bo vojne z Iranom. Noben ni naiven, treba je samo res pogledati vse plati zgodbe, kolikor nam pač je to omogočeno. Eni bolj, eni manj. Eni preverimo na 2-3 straneh, eni pa pač so ljudje, ki verjamejo. Ta zasuk, to me zanima vajno mnenje, no? To pa je zgodba, ki je notranje politična in tudi tema naše tokratne debate. Ta zasuk v slovenski zunanji politiki. Ne? Če smo prej, ne glede na to, da je jasno, da slovenska zunanja politika se spreminja, glede na to, kdo je na oblasti, kar je tudi problem države, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Ko so bile te neke anti-Janša vlade na oblasti, so se zadržali pri tem, da so imeli pač, bi rekel, neke saj minimalno ekvidistančne odnose, recimo tudi v konfliktu Izrael-Iran, ali pa so se zadovoljili s temi nekimi humanitarnimi potezami, o katerih smo že govorili. Zdaj v mandatu vlade Roberta Goloba pa tu je prišlo do zunanje političnega zasuka. Ti si že omenil, pač priznanje Palestine, ki je sovpadlo praktično z evropskimi volitvami in tako naprej. Pritiski koalicijske stranke Levica na zunanjo ministrico, da naj pokliče na zagovor, ne vem, izraelskega veleposlanika in ameriško predstavnika. Kaj ti misliš, oziroma kaj vidno mislite, je to pač predvolilno pogojeno, verjetno tudi je, in kdo bo tu potegnil kakšno korist iz tega ven? Ker ali aktualna oblast misli, da je večinski sentiment tak, kakršna so zdaj njihova stališča, ali ne? To je čist predvolilno, kar vidimo te zahteve Levice, nekaj bi morali oni iz vlade, če je to čisto nesprejemljivo, kako ravnajo, to pa jim na misel ne pride, ne. Je pa res, da ta vlada združuje stranke, ki so zdaj, ko je prišlo do tega ostrega konflikta, ko bi se malo na nek način smo skoraj da v 3. svetovni vojni v resnici, kar je Rusija sprožila z vojno v Ukrajini, da so vladi združene stranke, ki so nezdružljive. Na nek način je tu premier, jaz sem zelo kritičen do njega sicer, zaradi zlorabe, ko gre za medije, pa policije, pa čist, pa tega, ampak ko gre za zunanjo politiko, pa on tu še vendar relativno zmeren, ni šel pri priznanju Palestine, tam je pač probal sam pobrati ves kapital, in moral malo tudi popuščati Levici, ampak vsaj nekje postraja pri tej evropski politiki, ki je zmerna. Potem, ko mislim, da tu predvsem Levica gre pa včasih izrazito, se vidi tudi soočenih, v neke skrajnosti, ki so značilne za skrajne leve, pa tudi skrajne desne stranke. Celo zdaj že bolj za skrajno desne, za alternativo za Nemčijo, da imajo ta izrazito proruska stališča. Saj tudi pri nas imamo ne samo levico, imamo tudi resnico, ki se bolj na desno vrže. Tako da imamo na nek način nek fenomen, da zaradi tega, kako bi rekel, spopada proti Janši, ki je bil močen, so se potem združili, v bistvu nezdružljivi, kar za državo ni dobro in so tudi neke težave. Čeprav pri najemu tega letala, jaz mislim, da ne gre za, da je v ozadju bolj to, kar si ti na začetku razlagal, neka nesprijetnost. Zdaj, zunanja politika... pa biznis, ne? Vidva se spomnite, ko so prišli na oblast, s to nesrečno Tanjo Fajon na zunanjem ministrstvu, predtem so nam govorili o feministični zunanji politiki. To drži, ja. Ampak vidva verjetno veste, kaj je feministična zunanja politika. To pomeni, da bomo tam, kjer so ogrožene ženske, poskušali dvigati svoj glas. Ne pa to, da, bom rekel, zaposluješ na ministrstvu in na vidne funkcije ženske. To je bistvena razlika razumevanja
da feministične politike. Ne. Prodajali so ves čas, da bomo se zavzemali za torej svet, kjer so deklice in ženske ogrožene, pa vidimo danes, da smo pravzaprav takim režimom partnerji. Ne. Ne pa, da se zavzemamo. Iran, tudi Iran. Ne. In pa, da se pa zaposluje na vidna mesta v državi pa ženske, ki lahko so, bom rekel, sposobne, lahko pa tudi ne. Ne sme biti pa spol, bom rekel, edini argument, da nekoga postaviš na mesto. Kar se tiče tega, kar si ti omenil, pragmatičnosti Goloba, dobro, jaz mislim, da v veliki meri se je on naslonil na Macrona, ne, in to, kar dela Macron, to dela tudi on, ampak Macron ima eno veliko težavo. Ne. Macron ima samo še 14-15% popularnosti v lastni državi in to pravzaprav, meni je zadnjič moj vir iz Brusla povedal, da to von der Leyenova zelo dobro zna izkoriščati in mu je nasproti postavila Melonijevo. Rekel mi je vir, ki ni slovenski, da pravzaprav Melonijevo zdaj uporablja za šamaranje, torej za klofotanje Macrona. Drugače pa, jaz mislim, da ta vlada ni, ali pa predstavniki te vlade niso prav nobeni točki pokazali neke državotvornosti. Na oblast so prišli, kot so se sami nevladniki, konkretno je Nul pohvalil z njihovo, torej, da so jih oni postavili, to so bile besede. Kar se tiče regije, poslušajo, ne samo regije, tudi iz notranjih zadev, poslušajo Zorana Jankovića, za katerega je znano, da ima prvega partnerja v separatistu in pa velikemu, bom rekel, nepridipravu Balkana Dodiku, tako da jaz tle ne vidim neko dodano vrednost, kar se tiče Goloba, ki si jo omenil. Praktično smo se skregali z vsemi sosedi, začenši s tem, da je torej v Italiji videl same fašiste, da je na Madžarskem, da je na Orbanu podobno, lahko se strinjamo, lahko ne. Na Hrvaškem vidimo šizofrenijo, da je tam samo ustaštvo, za Avstrijci imamo. Kje je dodana vrednost te vlade? Ni se pa na ravni Evropske unije pridružil Slovaški pa Mađarski, ker jaz sem se tega bal. Logično. Glede na svoje koalicijske partnerje, njihova stališča do Moskve bi to bilo celo možno. Peter je mislil v odnosu do Rusije. Jaz mislim, da imata oba prav. Kar se tiče odnosov s sosedi, jaz mislim, da imata oba prav in da to je itak neka schizofrena politika. Ne. Kar se tiče pa globalno, bi se pa strinjal s tem, kar je Peter rekel, Golob dosti pazi, da ne gre izven nekih okvirov. Ne. Tudi tle, kjer je šel formalno izven okvirov s to Palestino, nismo mi bili niti prva lastovka, niti nismo edini. Se pravi, smo se nekako, kako si ti rekel, Macron, pa malo španski socialisti, ne, ker tudi Sanchez, takrat se je celo špekuliral, da ga je hotel za poročno pričo španskega premierja. Ne. Tako da očitno malo ga vleče sem, ampak to je, bi rekel, znotraj tolerance. Ne. Izrael zaradi tega ne bo prekinil stikov diplomatskih Slovenijo, ker smo mi pač priznali Palestino. Ne. Drugo pa je, kako bi rekel, te njihove bizniserske pa poteze pa tendence, ne, kako vsako, kot sem prej vprašal, na začetku vsako situacijo izkoristiti v svoj prid. Ne. Ker jaz imam občutek, pa me bo tam video popravljal, če se motim, da Golob res misli, da bi mu morali zdaj čestitati, da se on lotil tega, da pomaga slovenskim državljanom, da se vrnejo v domovino. On tega ne vidi, Peter, kot bi rekel, pač sestavni del njegovega posla, zato si predsednik vlade, da v takih situacijah odreagiraš. A si predstavljaš, kakšen šok je on mogel doživeti, ker po mojih informacijah je bilo vse pripravljeno, da gre on počakati tisti avion prvi, da se on tam ni pojavil. Si predstavljaš, kaj je to? Se je špekuliralo, To je kar močna špekulacija. Tako so tudi komunicirali. Najprej se je javila soproga, potem je soproga objavila video, kjer je on nastopal, kjer je on rekel, zdaj bom jaz to. Vidva sta tudi rekla, da so pač te njegovi emisarji prišli in so rekli, da se bo kar kabinet predsednika vlade s tem ukvarjal. A so to zadeve, s katerimi se morajo ukvarjati? Pred volitvami se poskušajo popraviti, je pa res, da država bi v vsakem primeru pomagala. Ne glede na to, kdo bi bil na oblasti, in ljudje brez pomoči države bi dejansko bili v težavah, ker cene, če si šel sam, so pa bile visoke. Lahko bi pa to izpeljali na drug način, to se pa strinjamo. Ni to problem. Še enkrat ponavljam, da ne bojo gledalci zmedeni. Diplomacija je tista, ki je začela postopke reševanja teh ljudi. In če bi diplomaciji pustili, da odpelje do konca, bi imeli verjetno 4-5 letov Fly Dubai, oziroma Dubai Fly,
direktne linije. Ne? No, tako pa še kakega od kje druge tudi. Ja, verjetno, ampak tako pa se je vpletel kabinet predsednika vlade, predvsem z Seliš Kartoševo, ki je znana potem, da je bila dolgoletna sodelavka Danila Türka in tudi ne preseneča, da je potem ona prišla s to pogodbo o tem zasebnem avioprevozniku. Tle imam jaz težavo z njimi. Pusti diplomacijo, da oddela do konca, kar si je zastavila. Ker Golob nima po svetu prijateljev. Tanja Fajon tudi govori o zalivskih prijateljih, pa jih ni bilo ta moment videti, ker smo jih rabili. Ne? Imaš pa en cel kup diplomatov, pa konzularnega osebja, ki pa imajo dejansko prijatelje in bi lahko to uredili. Na svoji ravni, ja. A veš, ta estradna politika gre meni na živce, ne? Sploh pa zdaj pred volitvam, ki je to postalo neverjetno. Ne? Tako da, ne vem, boljš bi bilo, da smo pustili, da to diplomacija odpele. Ja, absolutno. Zdaj, če počasi probamo skleniti to našo debato, rekel sem uvodoma leteči cirkus Roberta Goloba. Zdaj, nesrečo ima, premier, vendarle moramo verjeti, da si želi pač ponovnega mandata, da tudi nastopa z vsem srcem v predvolilni kampanji, ki je tako rekoč v finišu, 2 tedna sta še samo do volilnega molka, pa se mu dogajajo pač te, bi rekel, nepričakovani udarci. Tam en pici nepridiprav se pojavi in kar naenkrat glavna tema naše predvolilne kampanje, bi rekel pač zelo v narekovajih, hvala Bogu, da je prišlo do te vojne z Iranom, da je to pač šlo malo v ozadje, ker če ne bi še zdaj verjetno o Piciju pa v njegovih profilih na družbenih omrežjih pogovarjali. A so to naključja, Peter, ali to kaže na to, da pač ta oblast v zadnjih izdihljajih v bistvu žanje to, kar je sejala 4 leta, se pravi neko kakofonijo pač amaterizma, klientelizma, ne vem, korupcije in kaj še sodi zraven. Na nek način so se sami spravili v težavo, so preveč optimistični, ko so šli v to populistično kampanjo Bureku. To sem še pozabil, hvala, da si me na to spomnil. Se pojavil, mu nenadoma gospod Repič, ki pa je z tega okolja. Ki pa verjetno je res povedal, kak Burek že v življenju več. Ve, kaj je Burek, boljše od Goloba. In pol je počlo. In pol so šli še v konflikt z njim, pa so nagnali vse svoje aktiviste, da ga morajo razglasiti za Janševca, direktno, pa ne vem kaj. In potem so sami, mislim, da so s tem največjo škodo naredili, ker če bi vsaj bili tiho pa sprejeli kritiko, bi stvar šla mimo. Tako pa so potem pač vse živo počeli, potem pa ne gre mimo. V bistvu njim se dogaja, mislim, to je res tragedija te vlade. Njim se je zgodilo vse tisto, kar so učitelj prejšnji vladi. Se pravi, od tega... Poudarjeno se jim je zgodilo. Ja, res plastično, do zadnjega primera tega reševanja, ko delajo vse, bom rekel, nič ne temelji na pravnih, bom rekel, postopkih, ravno to, kar je morala tudi Janševa vlada takrat, ko se je borila za bom rekel, tiste, stroje, sredstva, maske in podobno. Takrat tudi niso, mislim, takrat nobena država ni upoštevala nekih pravnih postopkov. In te danes delajo isto, ampak takrat so bili noro, kaj so vse pravzaprav tisti vladi učitelj. Drugo pa omenjaš Picija. Vlado, ki je pravzaprav, katere prvo ime je influencerka, je logično, da potem... In pripravnik za influencerja. Tako, in pa pripravnik za Instagramuša, je logično, da potem pade na nekem nivoju nekoga, ki pa je, bom rekel, močen. Izpeko zanat. Tako, izpeko zanat. In da pravzaprav opozicija ta moment vzame lahko samo kokice in gleda to zgodbo, ker absolutno Golob ne vodi predvolilnega političnega boja, ampak vodi predvolilni Instagram boj. Se pravi, od, bom rekel, teh nastopov medijskih do vojne z omenjenim Picijem in podobno. Tako da jaz mislim, da ta moment ima opozicija fantastično zgodbo, ker lahko se usedejo in gledajo tega nesrečnega Goloba, kako se izgublja v nekih nedržavnotvornih
zadevah. Se imajo še drugo težavo v kampanji, ne, ki pa je resnejša, tudi neljudski. Ne. Imeli smo tisto zgodbo s hamburger kampanjo, ker se je očitalo Logarju, da je zlorabil nek Facebook account, manj pomembno, obroben. Ne. Hkrati je pa Svobodi Meta uradno prepovedala zaradi goljufanja njihovo kampanjo, ki so imeli preko vzporednega portala, ki je ne bi smeli. Kar je pa res velika stvar. Ne. Torej, in tudi še druga stvar, v medijih smo ta Logarjev primer videli, to so bili soočenja na vseh televizijah, vse živo. Ta primer, ki pa je večji, kjer gre za vladajočo stranko, kjer je šlo za resno zlorabo, pa ne na nekem obrobnem profilu, ampak na glavnih, to pa vse tiho. Ampak na državnih omrežjih to ljudje vidijo. Ampak to samo potrjuje našo tezo, oziroma našo argument, da je to Instagram vlada. Ker jaz se ne spomnim stranke slovenske vlade, ki bi Meta ukinila nek račun, zato ker se je preveč instagramirala oziroma objavljala. Groza. Tudi Picijo so blokirali račun, pa ga je dobil pol nazaj. Tako da očitno zgubljajo na tem področju z regulatorji na različnih družbenih omrežjih. Vlada je sklicala sekretariat Sveta za nacionalno varnost, ki sicer ni Svet za nacionalno varnost, in je tam razglasila, da ogroža poštenost volitev to, ker vlada na Instagram računu pa pri meni morata objavljati svojih sporočil. To pa je bil dogodek meni in mene je tudi presenetilo, da v največji mediji niso opozorili, da premier in vlada Instagram računa v času volilne kampanje sploh ne rabita, da če ga uporabljajo v tem času, je to zloraba oblasti. Ampak poglej to neskladje, besed in pa dejanj. Mediji njihovi, torej koalicijski partnerji, jaz imenujem, polni naslovov, da smo doživeli torej kibernetski napad mednarodnega kriminala, skličajo pa sekretariat, ker če bi sklicali svet, bi bila zraven tudi opozicija. Bi bil problem, Hkrati se pa zgodi na Bližnjem vzhodu to, kar se je zgodilo. In kako jim potem verjeti? Na Bližnjem vzhodu se pa hkrati zgodi vojna, ljudje v strašni stiski, vse žive dileme, pa ne sklicajo istega Sveta za nacionalno varnost, ki bi ga pa morali. Niti sekretariata. To je pomembno, je samo to, če lahko Golob na Instagramu objavlja. Vse ostalo ne pomembno. Zato sem jaz zapisal pred dnevi. Enostavno 22.3. je dan volitev in takrat bomo mi morali iskati Kučan je rekel, da moramo zbrati poslance, ki bi šli z njimi na kosilo, je včeraj izjavil ali predvčerajšnjem. Jaz ga bom popravil in bom ljudem svetoval. Naj iščejo ljudi, za katere so prepričani, da so lahko državotvorni. Mi več ne volimo, časi so taki, da ne moramo voliti politikantov, estradnih politikantov, ampak moramo voliti državnike. In enostavno to naj bo izbira na volitvah. Je pa res, da... Pustimo zdaj, a bi šel z njim na kosilo ali ne. No, sej, tam, kjer se zdaj ljudje vračajo, je tudi dosti takih, s katerimi lahko greš na kosilo, če plačaš na kosilo. Miran Videtič, Peter Jančič, najlepša hvala za vajine pronesljive komentarje in danes kar živahno debato, kot je tudi prav. Vam, gledalke, gledalci, hvala lepa za pozornost in se vidimo ponovno prihodnji torek, ko bo z vami na tem mestu spet Bojan Požar, do takrat pa lahko noč in srečno.